Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav iz Ljudskega vrta. Pred nami je, lahko rečem, kar težko pričakovan obračun 7. kroga prve lige Telekom oziroma prve lige Telemach. V štajerski prestolnici se bosta namreč pomerila tretjeuvrščeni Maribor in drugouvrščeni Bravo, ki je zaenkrat, lahko rečemo, kar hit tega prvenstva. Podaja Skota, malce drugačna ideja, uigrana kombinacija in žoga je v mreži. Žoga je v mreži, Maribor je povedel po pičli minuti igre. Očitno uigrana kombinacija in Mariborčani so zadeli ob prekinitvi. Ponavadi Maribor prejema precej zadetkov ob takšnih situacijah, kjer je prav še kako nevaren Bravo v tej sezoni. No, Koderman pa je tisti, ki je izkoristil tole lepo akcijo, imel dovolj prostora. Vrhovec, še ena odlična podaja, Rudi Požek-Vancaš in odličen v bloku Drkušič. Spet malce drugačna ideja, poglejmo še en strel, tokrat je bil Vekič na to pripravljen, ostaja 1-0, spet je prišel do žoge strelec edinega gola Vid Koderman. Tokrat je imel Trdin vsega dovolj, agresivno se lotil tekmeca, priboril žogo Bravo, tu je zdaj Kramarič, prekršek tole za karton. Prekršek za karton, rdeč karton celo, rdeč karton za Blaža Vrhovca. V 41. minuti vara danes ni. Žal, lahko rečem, kajti tu mislim, da je napaka, vsaj za moj okus, glavnega sodnika Mateja Juga. Se je na tla ulegel tudi Repa za vsak slučaj, Ogrinec pa je meril previsoko in ostaja 1-0. Gregor Bajde je v dresu Maribora odigral 87 tekem, dosegel 22 golov. Trdin. Je takoj priložnost, toda žoga je švignila mimo vrat po strelu Memiča. Bravo pa igrače dalje bo razigrano, priložnost in žoga je v mreži. Gregor Bajde, strelec zadetka za izenačenje. Hitro je zadev po teh menjavah, ki so se še kako obrestovale trenerju Dejanu Grabiču. Najprej strel Memiča, ki je vstopil v igro s klopi in zdaj zadetek za izenačenje Bajdeta, bivšega nogometaša Maribora. Poglejmo še enkrat. Takole se je odlično znašel Bajde, natančno je meril žoga od vratnice. Potem za hrbet Juga. Priložnost ob izgubljeni žogi Brava za protinapad Maribora, ki ga je prekinil Kramarič, spet brez prekrška, priložnost, toda brani Ažbe Jug po tem strelu. Razrečena zdaj obramba Brava. Sodnik pušča prednost, ona priložnost za Maribor. Šturm, še vedno Šturm, toda brani Vekič. Dobro se je znašel Šturm. Igralca manj, vse od 41 minute, Bravo pa seveda glede na to, da bi stržil remi na vročem gostovanju v Ljudskem vrtu. Še en strel, tokrat prek vrat je meril Gregor Bajde. Zadetek proti Radomljam. Zdaj lepa priložnost, lepa akcija Maribora, toda strel prek vrat. Gregor Sikošek, lepa priložnost, odlično iz kota. Ko je Repas lepo prepustil žogo Vidu Kodermanu, slednji je zadev sploh prvič v prvi slovenski ligi. Tu je končna statistika. Bolj bi rekel razburjen na eni strani, kot na obeh. Mislim, da zelo dobro. Prvi polčas, zelo pod kontrolo. Mislim, da so si pripravljali kar nekih takih lepih polpriložnosti.
dober uvod, začetek, mislim, vse pod kontrolo, ena pametna poteza. Moramo pogledati, pač, kakve so bile situacije, kar se tiče kartonov. Drugi polčas normalno, da je Bravo nekako prevzel inicijativo. Primorni smo nekako postaviti blok. Smo pa nekako ob koncu našli, bom rekel, eno pravo energijo, si pripravljene 2-3 izrazite priložnosti, ogromno nekih spornih situacij in žal nekako moram biti, bom rekel, pohvaliti fante, da smo odigrali na tak način, bom rekel, praktično 50 minut z igralcem manj. Čestitali smo jim, ker zdaj smo naredili serijo tekem, mislim, da 4 že, ki so po naših kriterijih bile dobre. Nevarnost v drugem polčasu je bila, da bomo šli preveč v bank, preveč odprti po gol. Na srečo smo zadeli, potem pa v trenutkih, ko je bilo treba bolj mirno najti situacijo za predložek, bolj izdelano priti z neko mrežo v njihovo 16-metrski prostor in potem pokriti odbito žogo, se nam je tukaj malo lomil ritem, slabo pa smo pripravili predložek, čeprav smo iz tega zadeli prvi gol. Ampak, če nismo dobro postavljeni za žogo, smo dovolili Mariboru nekaj protinapadov in tako, da je na koncu to v redu. Če se malce pošalimo, glede na niz dobrih rezultatov, niste ravno zato, da bo zdaj sledila reprezentančna pauza? Ne, smo, ker moramo nekaj igralcev vrniti v nek trenažni proces, ki bo rezultiral s tem, da bomo po pauzi poskušali biti še bolj intenzivni in tudi nam pride pauza prav. Mislim, da smo odigrali en dober polčas in imeli smo zelo veliko priložnosti. Uspeli smo zadeti, je res, da je tudi Maribor imel svoje priložnosti in mislim, da je na koncu en rezultat pravičen.